No, zdaj pa pravilo vsote. Zdaj pa vsote pa uporabljamo pravilo takrat, kadar so nekako malo odvisne med sabo, ne. Se pravi, kak je pa primer tega? Koliko različnih števil lahko zapišemo s števkami 1, 2 pa 3, če se sme vsaka števka v številki pojaviti le enkrat. In imamo zdaj 1, 2 pa 3. Na primer, poglejmo zdaj, kako bi se tega lotili, ne. Vsaka števka v številki se sme pojaviti le enkrat. Jaz bi takole rekla, recimo, ne. Na primer, na prvo mesto damo enko. Ja? Zdaj, kaj je lahko na drugem mestu? Na drugem mestu imamo še eno možnost, in sicer lahko je dvojka ali pa trojka. Pa recimo, da bo na drugem mestu dvojka in trojka, ne. Potem gremo naprej. Kaj, če bi bila na prvem mestu naj bo še vedno enka, potem pa, zdaj, če je že bila dvojka na prvem mestu, lahko zase trojka, ne, pa pol dvojka. Se pravi, enko smo imeli skozi na prvem mestu, ker se je pojavila na prvem mestu, se ni smela naprej. Potem smo pa zamenjali v bistvu te dvojne številke, dvojko pa trojko. No, zdaj druga možnost je, to je zdaj prva možnost, ne. Prva možnost. In ta prva možnost je v bistvu, kaj? Če je na prvem mestu, potem ne more biti na drugem in na tretjem, se pravi, druga možnost bo malo odvisna od tega, ker je bila enka že na prvem mestu, zdaj enka ne bo na prvem mestu. Na prvem mestu naj bo zdaj recimo dvojka. Potem lahko dobimo število, ne, naprej 1 pa 3, se pravi, za 1 pa 3 z nama še ostane. Ali pa še, če damo dvojko na prvo mesto, imamo lahko 3, 1. In potem imamo še eno možnost, se pravi, tretja možnost je pa, da je trojka na prvem mestu, potem je pa lahko, gremo tako po vrsti, ne, 1 pa 2 ali pa 2 in 1. In zdaj v bistvu mi ne moramo zdaj reči, da bi pomnožili 1 krat 2 krat 3, ne. Mislim, zdaj bi šlo, no, ampak če bi bile pa 4, 5 pa 6 številke, pa ne bi mogli jih pomnožiti, pa bi vseeno dobili 6 možnosti, ne. Se pravi, prvič dobili smo eno možnost in drugo in tretjo možnost, ne. Se pravi, odvisno, ali je bila prva ali druga ali pa tretja na prvem mestu. To pomeni, da smo dobili zdaj 2 plus 2 plus 2 možnosti, kar je 6 možnosti, ne. Tako, ne. In to lahko nekako posplošimo. Izbirali smo med nekimi možnostmi, ne, pri nas 3, se pravi prvi, druga ali pa tretja možnost. In pol smo pogledali, koliko je možnosti za prvo možnost, koliko je možnosti, katere so vse variante za drugo možnost, katere so vse za tretje, in smo potem vse to skupaj sešteli. Če so številke male, je v bistvu še najlažje, da gre se kar posebej. Tule imamo pa zdaj nekaj malo vaj. Samo da vidim, če smo šli, saj smo šli v redu. Okej, pa dajmo tole na hitrico rešiti. Mati je obljubila Francijo, da mu bo kupila balonček, žogo in piščalko. 5 vrst balončkov, 4 vrste žog pa 2 vrsti piščalk. Na koliko načinov lahko Franci izbere darila? A je to kaj zdaj odvisno? Če Franci en balonček izbere, katero žogo bo? Ne. Se pravi, to so med sabo neodvisne spremenljivke in lahko zdaj rečemo, to je 5 balončkov krat 4 žoge krat 2 vrsti piščalk. In je skupaj 40, ne. Na 40 načinov si lahko izbere svoje darilo. Niste nikoli vedeli, da imate tako možnost izbire, a ne da? Se pravi, 3 turisti pridejo zdaj pa gremo k drugi. 3 turisti pridejo v hotel, ki ima prostih 5 enoposteljnih sob. Na koliko načinov lahko razporedijo turiste po sobah, če vsak sam spi v sobi? Se pravi, imamo zdaj sobe, na koliko načinov lahko razdelimo turiste. No, recimo, mi imamo 3 turiste. 1, 2, 3, ne. Ko pogledamo prvega turista, ne, rečemo, v koliko sob ga lahko damo, če imamo 5 prostih sob. Ja, turist lahko gre v 5 prostih sob. V katerekoli sobe lahko gre. No, pa pogledamo naslednjega turista. A ta turist lahko gre v vse sobe?
Lahko gre še samo v 4 sobe, ne, ker ena soba je pa polna s prejšnjim turistom. No, potem pa pogledamo še tretjega turista, ta ima pa v bistvu 2 sobe že zasedene in potem še lahko gre pa v 3 naslednje. Imamo zdaj to 20 krat 3 je 60 možnosti, ne, če je res vsak sam po sobah.